Dovolite mi, da najprej predstavim, zakaj je sklicana novinarska konferenca. Želimo osvetliti nekatere vidike delovanja Državnega zbora oziroma glede na pristojnosti, ki jih ima v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. To se pravi nadzor nad delom Komisije za preprečevanje korupcije in pa seveda tudi glede pristojnosti o nadzoru nad premoženjskim stanjem, tako predsednika, kot tudi ostalih članov senata. Pred nekaj dnevi smo se soočili da je preteklo praktično 1 leto od poročila in izdanega mnenja Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi z nadzorom nad premoženjskim stanjem predsednikom parlamentarnih strank, se pravi gospodom Janezom Janše, Jankovića, Državljanske liste, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in pa Desusa in pa seveda tudi Socialnih demokratov. Poročili v zvezi z 2 predsednikoma so povzročili v nadaljevanju tudi zamenjavo vlade in potem posledično tudi izvolitev nove vlade. Kar se tiče nadzora nad samim delom Komisije za preprečevanje korupcije, je seveda delo Državnega zbora, predvsem nadzor nad tem delom. V Slovenski demokratski stranki smo na mandatno-volilni komisiji večkrat izpostavili, da komisija kot taka in tudi predsednik ne izpolnjujejo zakonskih obveznosti, da v bistvu ne delujejo v skladu z zakonom, ki jim nalaga njihovo delo. In da s tem tudi sami nekako vplivajo na integriteto komisije. Namreč, zakaj? Kot veste, se želi prikazati v javnosti, da Slovenska demokratska stranka ovira delo Komisije za preprečevanje korupcije, kar seveda ni res, namreč z nesprejemanjem poročil o delu komisije. Vendar pa smo poslanke in poslanci, ki smo člani mandatno-volilne komisije, na sejah, kjer smo obravnavali poročila mandatno-volilne komisije, večkrat poudarili, da so ta poročila prvič prihajala v Državni zbor z zamudo, torej se pravi ne v skladu z zakonom, namreč komisija mora poročati Državnemu zboru o svojem delu za preteklo leto do konca maja tekočega leta. Če pogledamo poročilo 2010-2011, lahko ugotovimo, da so prišli v Državni zbor z veliko zamudo. Edino poročilo, ki je prišlo pravočasno v Državni zbor, je seveda poročilo za leto 2012. Nadalje poročilo tudi niso v skladu z samim zakonom. Namreč, če pogledamo v 20. člen Zakona o integriteti in preprečevanju, mora seveda senat oziroma sam predsednik komisije poročati o delu komisije in pa podati tudi oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije ter preprečevanja in odpravljanja nasprotja interesov. Če boste natančno pogledali poročila, boste ugotovili, da niti eno poročilo ne zajema tega drugega dela, se pravi, da ni podana ocena trenutnega stanja na področju preprečevanja oziroma zaradi tega smo tudi pri obravnavi poročila KPK za leto 2012 poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke zahtevali, da se pridobi mnenje Zakonodajno-pravne službe, ali so poročila in pa še predvsem tudi zadnje poročilo v skladu z veljavno zakonodajo in seveda tudi odgovor Zakonodajno-pravne službe je bil, da to poročilo ni v skladu z samim zakonom. Če se tudi obrnem na to, zakaj poročilo za leto 2012 torej še ni bilo obravnavano. Prvič tudi zaradi tega, ker mi smo že pri obravnavi poročila za leto 2010 zahtevali, da in je tudi bilo sprejeto na sami seji komisije 4 sklepe, ki jih do danes v Državni zbor nismo prejeli, se pravi Komisija za preprečevanje korupcije in njen predsednik Državnemu zboru dejansko ni poročala oziroma
podala pisnega mnenja oziroma odgovora na 4 sklepe Mandatno-volilne komisije za poročilo leto 2010 govorimo. Za leto 2012 pa lahko ocenjujemo v naši poslanski skupini, da dejansko od trenutka, ko je naša poslanska skupina in naši poslanci in poslanke v tej komisiji zahtevala, da se pridobi mnenje Zakonodajno-pravne službe, preteklo kar nekaj mesecev in da še do danes dejansko imamo sklicane komisije, v kateri bi potem obravnavali nadaljevanje tega poročila in pa seveda tudi ne vemo, ali je senat komisije oziroma sam predsednik komisije podal tudi dodatek poročilo za leto 2012. Če pa pogledam tudi leto 2011, pa je bilo to poročilo poslano v Državnemu zboru kar 7 mesecev prepozno. Druga zadeva, ki je v pristojnosti Državnega zbora in Mandatno-volilne komisije, pa je vsekakor tudi nadzor nad premoženjskim stanjem predsednika Komisije za preprečevanje korupcije in obeh članov senata. Kot veste, do sedaj pravega nadzora nad vsemi tremi v Državnem zboru ni bilo opravljenega. Zakaj se to ni zgodilo, je seveda vprašanje. Smo pa v Slovenski demokratski stranki v decembru, to se pravi 24. decembra 2013, na podlagi dopisa oziroma elektronskega sporočila, ki smo ga prejeli članice in člani, pa seveda tudi vsi poslanci, zahtevali, da se na Mandatno-volilni komisiji uvede nadzor nad premoženjskim stanjem predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Žal se do danes nismo prišli daleč, namreč predsednik Komisije za preprečevanje korupcije se je lahko pojavil šele samo na eni seji komisije, Mandatno-volilne komisije, da je tedanja opozicija oziroma sedanja koalicija velikokrat preprečevala praktično izvedbo nadzora nad premoženjskim stanjem gospoda Klemenčiča. Najprej s tem, da se je izražal dvom v pristojnost Mandatno-volilne komisije in pa seveda na kakšen način se ta nadzor lahko opravi. V Slovenski demokratski stranki smo vse skozi trdili, da je podlaga direktno v zakonu, v 21. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in pa seveda v samem odloku Državnega zbora o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles Državnega zbora. Če kronološko pogledamo, kako je potekal dosedanji potek sej v obravnavi nadzora nad premoženjem gospoda Klemenčiča, lahko ugotovimo, da od vložitve same zahteve 24.1.2013 je bilo opravljenih kar nekaj dejanj, ki pa so jim botrovali tudi postopkovni zapleti. Tako je bila prvič sklicana komisija 6.2.2013 in seveda je bila ta tudi preložena zaradi odsotnosti predsednika. Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije se je sicer opravičil. Potem je 27.2. potem zopet v bistvu prišlo do preložitve, zopet zaradi opravičene odsotnosti predsednika komisije. 14.3. je bilo nadaljevanje komisije in 4.4.2013 je Mandatno-volilna komisija šele sprejela potem sklep, da se ta nadzor nad premoženjskim stanjem komisije opravi in da se tudi pred pričetkom same obravnave premoženjskega stanja odpravijo nekatere zakonske dileme. To se pravi, potem je bila sklicana komisija tudi 30.5., 6.6. in 4.7. je pred komisijo, Mandatno-volilno komisijo prvič pristopil tudi gospod Klemenčič. Jaz v sami vsebini poteka seja iz znanih razlogov ne morem govoriti, gre za stvari, ki so v bistvu zaupne narave in seveda
o tem danes javnosti ne morem obveščati. Se pa je zgodilo to, da vse do novembra, to se pravi kar 4 mesece je trajalo, da je potem bila ponovno sklicana strani predsednice Mandatno-volilne komisije seja in tudi tukaj je bila ta žal zaradi sklica izredne seje potem preložena. 6.12. je komisija zasedala, vendar pa brez prisotnosti gospoda Klemenčiča, ker smo se dogovorili o nadaljnjem delu. Menimo, da je preteklo preveč časa izgubljenega ravno zaradi nasprotovanja nekaterim postopkom, ki veste, da je bil podan predlog strani opozicije oziroma sedanje koalicije, da se ustanovi posebna delovna skupina. Mi smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke temu nasprotovali, ker menimo, da je za nadzor direktno po odloku tudi pristojna celotna Mandatno-volilna komisija. Jutri bo nadaljevanje te seje, na sejo je povabljen gospod Klemenčič. Je pa na tej decembrski seji prišlo tudi do tega, da smo sprejeli nekatere odločitve, katere dokumente mora Mandatno-volilna komisija pridobiti od nekaterih inštitucij in pa seveda, katere dokumente mora posredovati tudi sam predsednik komisije. Naj zaključim z tem, da v Slovenski demokratski stranki, glede na to, kaj se je vse dogajalo v zvezi z nadzorom premoženjskega stanja gospoda Klemenčiča, lahko izražamo skepso, ali bo sploh do končnega nadzora prišlo. Veste, da se je vmes zgodil tudi odstop celotnega senata. Jaz mislim, da je bila to slaba odločitev, da takrat, ko zadeve misliš, da jih je potrebno, ko so kritične in ko nekateri strokovnjaki in pa seveda tudi poslanke in poslanci ugotavljamo, da je stanje na področju korupcije seveda izredno alarmantno, da bi komisija morala nadaljevati z delom, da bi morala predlagati ukrepe, ne se pa zgovarjati, da ji delo onemogoča Slovenska demokratska stranka. Namreč imela je vse vzvode, da lahko nadzoruje, seveda pa se zopet postavlja vprašanje, zakaj je sprejela to odločitev, da odstopi. Zdaj bom pa izrazila svoje osebno prepričanje zaradi tega, ker so bile pred njo nekatere zadeve, v katerih očitno ni želela sprejemati odločitev in seveda najlažje je potem reči, da ti drugi mečejo polena pod noge in da nimaš vzvodov. V Slovenski demokratski stranki vidimo seveda tudi nadzor nad korupcijo, tudi morda na nekoliko drugačen način, kot ga je upravljala sedanja Komisija za preprečevanje korupcije. Namreč menimo, da bi moral, glede na to, da je res gre za neodvisen organ, v prvi vrsti spoštovati to, da ima tudi kot neodvisen organ nad sabo nekoga, ki je pristojen za nadzor njenega dela, da bi se mogla spoštljivo in pa seveda tudi korektno v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije obnašati tudi do Državnega zbora, do poslank in poslancev, ne pa da smo poslanke in poslanci deležni kritik strani komisije. Namreč najlažje je seveda odgovornost za svoje delo prenesti na drugega. Komisija je po našem prepričanju sprejemala tudi preveč političnih odločitev, njeno delo bi moralo biti predvsem strokovno. In če se v tem delu tudi glede strokovnosti nazaj vrnem na sama poročila, če kdor je ta poročila videl, lahko ugotovi, da gre bolj kot ne za poročilo, ampak za neko promocijo same komisije, njene organiziranosti, njenih zaposlenih, medtem ko o samih tistih zadevah, ki jih je pa komisija obravnavala, je pa izredno malo napisanega. Prav tako aroganca ob sprejemanju in obravnavi poročil predsednika komisije, da si lahko poslanke in poslanci zadeve pogledamo na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije, mislim, da niso korektne. Namreč tako kot so zavezanci do komisije zavezani, da delujejo v skladu z zakonom, bi morala biti prvi senat komisije, ki bi se ravnal v skladu z svojim
osnovnim zakonom. In za zaključek naj rečem še to, da seveda se postavlja sedaj od vstopu senata komisije tudi vprašanje glede na to, da je bila imenovana izbirna komisija, da tudi svojega člana daje Državni zbor, da smo tukaj kot največja opozicijska stranka dejansko izrazili dvom v korektnost te izbirne komisije, namreč v komisiji ni nobenega iz največje opozicijske stranke, se pravi v komisijo je bila strani Državnega zbora imenovana predsednica mandatno-volilne komisije, ki prihaja iz največje koalicijske stranke, to se pravi Pozitivne Slovenije, in dejansko celotna komisija je iz vrst koalicije. Mislimo pa, da bi tudi v tem izbirnem postopku opozicija nekako morala imeti tudi možnost, da izraža svoje mnenje. Glede na veliko število prijav, seveda ne poznamo imen, o tem ne moramo govoriti. Upamo lahko samo, da so se prijavili kvalitetni kandidati, da bo predsednik izbral tiste, ki ne bodo delovali na pristranski in v bistvu neobjektiven način, da bodo delovali strokovno in da ne bo pomembno, kdo je preiskovanec ali nekdo, ki prihaja iz levice ali desnice, in da se bo komisija ukvarjala dejansko z problemi, ki so v naši družbi. To pa je seveda, sami veste, odkrivanje korupcije. Ne vemo, zakaj komisija kot taka ni obravnavala korupcije v zdravstvu. Malo po odstopu komisije smo kar naenkrat v javnosti soočeni s problemi, potem pri raziskovanju ozadij povzročitve bančne luknje in še veliko je teh primerov. Naj zaključim z besedami, da Slovenska demokratska stranka je za preprečevanje korupcije in bo naredila tudi vse, da se koruptivni primeri raziskujejo. Seveda pa menimo, da so tudi inštitucije, ki morajo sprejeti svojo odgovornost, to je policija, tožilstvo in pa na koncu tudi sodstvo, da bodo tisti, ki so koruptivni, ki delajo kazniva dejanja povezana z korupcijo in pa seveda z nedovoljenim lobiranjem, prišli tudi pred roko pravice. Hvala lepa.